Vabimo vas na Jezersko, kjer pod mogočnimi Grintovci stoji posebna domačija. Svojo gručasto postavitvijo 8 z leseno kritino kritih stavb je neponovljiv biser alpske arhitekture. Glavna hiša se domnevno ponaša z letnico 1517 in je zavarovana kot kulturni spomenik državnega pomena. In če se malo pošalim, tudi okoliški razgledi bi si zaslužili kakšno nagrado. Tole domačijo, Šenkovo kmetijo, je od babice Mimi pred 10 leti prevzela Polona Virnik in skupaj z možem Drejcem Karničarjem stopila na pot obnove starodavne kmečke naselbine. Dela sta se lotila premišljeno, postopno, s strokovno pomočjo, predvsem pa z vizijo, da tega koščka raja družina ne bo imela le zase. Zgodovina pol tisočletja stare domačije je zelo pestra. Na njej se je zamenjalo veliko generacij. Tu so živeli kmetje, ki so se ukvarjali z živinorejo, gozdarstvom in trgovino z lesom, nekaj malega tudi s turizmom. Polona in Drejc, povejte nam prosim, kdo vse je živel v tej domačiji, kakšni so njeni začetki, kakšna je njena zgodovina? Ja, zgodovina te hiše oziroma domačije zelo pestra. Prvi zapis, se pravi, verjetno so bili že prej, iz 1524 so bili že prvi šenki, mislim, da je prav Šenk Andrej, omenjen, zapisan z nekaterimi dajatvami, ki so jih mogli plačevati. Tako da v teh 500 letih se je verjetno ogromen ljudi tukaj zamenjal, kar nekaj generacij. In tudi ena izmed teh generacij so tudi naši predniki. V kakšnem stanju pa sta vidva to domačijo prevzela? Ves čas je nekako veljala logika, popravimo streho, ostalo bo že nekako. Če mene vprašate, je bilo v vseh objektih pretežno veliko stvari pospravljenih, zelo dobro pospravljenih, odloženih in je pravzaprav zadeva čakala na nek premislek, kaj z vsakim objektom posebej, kaj pravzaprav zdaj z njim, a spet popraviti streho ali mogoče najdeti kakšno vsebino novo, ki bo tam noter imeli pa tudi mi v naših časih. Začeli so z obnovo Volovjeka, kamnitega 300 let starega pritličnega objekta, kamor so umestili kotlarno in drobilnico za sekance za celoten kompleks stavb, v njem pa se danes nahajajo tudi sanitarije in jedilnica za goste, ki pridejo kampirat. Nato je sledila Preužitkarica, hiša, v katero se po tradiciji preselita stara gospodarja, ko kmetijo prepustita mlajšemu rodu. Deloma leseno, deloma zidano Preužitkarico, ki je niso mogli revitalizirati, so podrli in na njenem mestu naredili enak objekt z novo vsebino, so pa pri tem ohranili 300 let star strop, ki ga občudujemo v jedilnici, enako ohranjena so mogočna lesena vrata. Zadnja v fazi prenove pa je bila glavna Šenkova hiša, ki je ena najbolj dokumentiranih in opisanih kmečkih hiš pri nas in ki se je nadgrajevala in dozidavala tekom stoletij. Katera izmed faz, obdobij te hiše je bila potem glavno izhodišče za obnovo in kaj vam je to narekovalo? Nismo gledali na to, da bi hišo vračali v nek čas, ne? Zato ker taka, kot je pravzaprav izjemna in vsako obdobje je nekaj dalo. Mi smo pravzaprav bolj pogledali, katere stvari so pri hiši, rečemo mi, nedotakljive, a ne? Recimo ti poznogotski portali, pa okenski okvirji, pa recimo banjasto bok v veži, leseni stropovi. To so pač stvari, ki smo nekako vsi vedeli, da so za to hišo zelo pomembne, da se jih ne bomo dotikali, ne? Poseben zalogaj je bila pri tem obnova strehe. Ker 300 let staro ostrešje ni bilo obnovljivo na način, ki pritiče potrebam sedanjih lastnikov, so ga nadomestili z novim, vendar pa navzven vseeno ohranili bistvene kvalitete starega ostrešja. To je impozantnost zatrepov in strešnih površin, medtem ko so funkcionalnost podstrešnih prostorov spremenili v turistične nastanitve. Vsi smo bili istega mnenja, da absolutno bo šla nazaj lesena kritina, ne? Tukaj bi tudi to rada povedala, da lesena kritina je nekaj, na kar so jezerjani lahko odkrito ponosni, ne? Malo je kosov oziroma delov Slovenije, kjer ljudje še vedno dajejo leseno kritino, tudi samoiniciativno na nove hiše. Gospod Marko Šenk, k temu projektu ste pristopili kot arhitekt, ampak kot že priimek malce nakazuje, a ne, vas do te domačije veže ena posebna zgodba. Dajte nam razložiti. Mogoče bi najprej omenil, da sem z Šenkovo domačijo
povezan pravzaprav že od mladosti, ker moja sestrična, Mimi Vernik, je bila babica od Polone, zdajšnje lastnice. In tako da sem že od mladih let, kar je že precej dolgo, vedno bil v tej hiši in tako da stvar sem že prej dobro poznal. In kako ste pristopili k tej prenovi? Prva faza je bila pravzaprav saniranje oziroma statična, ko bi rekel, sanacija in utrjevanje te hiše, da je sploh stala, podbetoniranje, injiciranje vezi, ne vem, karkoli je. In tako, da so ostali ti srednji zidovi, kamniti 70 cm, ki so bili sanirani, popolnoma v enakem, kako bi rekel, položaju, kot so nobene spremembe, niti okna, niti vrat, nobena stvar ni bila spremenjena, razen da je bila namembnost kompletno nova. Druga faza je pa pravzaprav prenova zgornjega dela oziroma ostrešja, ki je bil pa že v taki fazi dotrajanosti, da se ga ni dalo več, to se pravi, sanirati. Leta 90 je bila narejena taka sanacija, sam da se ni podrl. In zdaj je bil tle dilema, kaj z zgornjim delom, ker je sorazmerno zelo velik. Polona in Dred sta se odločila, da to mora zaživeti, če ne bo perspektive turizma. In to je edino možnost za namestitvenim kapacitetam, to se pravi z sobami in apartmaji. Prvotno podobo so uspeli ohraniti z obilo iznajdljivosti. Line, ki imajo funkcijo oken, so bile prej prezračevalniki za seno, lamele pa so nadomestile prejšnje vertikalne pažnice. Tako so dobili dovolj svetlobe za umestitev 7 apartmajev. Vsi so prava paša za oči in polni starih zgodb, saj so sicer nove stene iz mavčnih plošč obložili z lesom, ki je ostal od prejšnje strehe, od starega grušta. V notranjosti prav navdušujejo leseni detajli, lesene površine in se vidi, da ta les je že nekaj prej doživel, da ni frišen. Ja, mi da sem imel že eno zelo dobro izkušnjo tle z gradnjo oziroma obnovo Prežitkarce in ves tisti del, ki je bil uporabljen, ta star les Prežitkarce v tej stavbi, me je enostavno navdušil in sva rekla, ko bomo se lotili še česa želiva, da je duša te zgradbe, te stavbe, ki bo na nov ratova, da ima tega duha, ta starega, kar se le da, dajmo uporabiti. No, tako da že, ko smo podirali in samo streho, grušt, paže, smo to pač skladali nekam na stran, zadeve presortirali, pogledali, kaj se da uporabiti, pa potem nadaljevali to zelo dobro sodelovanje z lokalnimi majstri, mizarji, ki znajo, ki imajo občutek za les, za star les in so znali to tedile, pažence in zopaža in iz strehe in grušt predelati v obloge, v posle, v umare, v kredence. Skratka, da smo to na nek način reciklirali, po drugi strani pa duha stare hiše, ker ne vemo, nekaj 100 let je ta les siguren star, ga imamo zdaj nekako v okras, tisto, kar naredi, ki da dušo vsem tem sobam. Dušo pa sobe kažejo tudi svojimi imeni. Ja, vsako sobo smo v bistvu poimenovali po eni dejavnosti, ki so jo opravljali naši predniki. Ena izmed njih je na primer kovačnica, in sicer s tem namenom, ker je bil del stare hiše, te obnovljene 500 let stare hiše, nekoč kovačnica. Verjetno je bil en od začetkov, en prostor namenjen tej dejavnosti. Potem ena jagrska soba, ker so bili pač lovci oziroma jagri po jezersko. Ena soba je furmanska, so furali oziroma prevažali so les. Potem šuštarska soba je v spomin na Drejcovo rodbino, ki so bili čevljarji oziroma šuštarji. Potem pekarnica po prednikih moje babice, njen dedek je bil pek na Jezerskem. Ovčarska soba, zato ker smo ovčerejci, in pa golcarsko sem pozabila. Ja, saj sem imela kar, bom rekel, ni bilo tako enostavno se odločiti, kako zdaj te sobe poimenovati. Želiva sva jim dati neko vsebino, in pa na koncu sva bila soglasna za ta del poimenovanja. Poskušamo nekako ne odkrivati zdaj nekaj novega, pa enostavno to, kar je bilo tukaj, hišenega ohraniti pa na nov uporabiti.
Ko ste raziskovali to hišo, ste popisali ogromno predmetov najdenih v njej. Skoraj 600 jih je. In me zdaj zanima, kaj vse zanimivega ste našli. To so bile stare skrinje, orodje, pohištvo, pač kuhinjsko orodje, orodje, ki se na kmetiji potrebuje. Zelo različen droben inventar. Ena od takih stvari je bila pisalna miza od Poloninega dedka, ki je imela tudi take stvari še ohranjene, kot je, ne vem, pivnik za črnilo, ki verjetno danes otroci sploh ne bi več vedeli, kaj to je. Potem en zelo, zelo ljubek venček, narejen iz povoskanega cvetja za hubhailu, spravljen v en papir, v eni skrinji noter. Dva mala ohranjena fragmenta poslikav, tako kot vsi drugi detajli, pričajo o tem, da je bilo treba veliko dobre volje, truda pridnih rok ter konstruktivnega sodelovanja med investitorjema, arhitektom in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da Šenkova domačija danes sije kot dragulj sredi Jezerskega. Vanjo so vložili preko 1 milijon evrov sredstev, ki so jih črpali iz evropskih skladov, z najemom kredita in s prodajo 100 hektarjev gozda. Za gozd pravijo, da je kmetova banka, vendar se lastnika v gospodarjenju z lesom nista videla, medtem ko je bila njuna velika želja preusmeritev v turizem in oživitev kmetovanja. Drejc, verjetno je vam še posebej pri srcu, oziroma imate posebno odnos do tistega kotička, kjer so smuči pa slika vzpona vas in vašega brata. Ja, seveda pač smučarija pa hribovstvo je del naše jezerske identitete in ta del mi je seveda še posebej drag in se zdi, da je prav, da je tudi to zdaj že del ene zgodovine, tako da je ta spust za Napurne, ki sva ga upravila skupaj žal že pokojnim bratom Davom, je tudi zdaj posebej izpostavljen pa obeležen s smučmi pa z eno tako lepo sliko. Še to me zanima, gospod Roškar, kaj mislite, kako bi bila babica zdajšnje lastnice Polone zadovoljna s tem končnim videzom, zdajšnjim videzom Šenkove domačije? Jaz mislim, da na koncu izpade kot uspešen projekt, je potrebno medsebojno spoštovanje in razumevanje vseh, ki se s tem ukvarjamo. Sem se pa nekajkrat imela srečo, možnost pogovarjati z Mimi, Polonino babico, in jo je zelo skrbel. Takrat, ko so se zares lotevali tega dela, kako bo. Skrbelo je, a bo to mogoče, a bo to vzdržno, a bo to živelo. Tako da, po moje, da bi bila pomirjena, glede na rezultate, ki jih danes gledamo.